Spoštovani, dobri ljudje, prav lep pozdrav iz naše televizije Exodus TV, kar pomeni rešitev, in iz oddaje Na robu znanega, kjer se danes veselimo dveh zelo posebnih gostov, gospoda Tomota Križnarja in Bojano Križnar. Ko se bomo pogovarjali o temah, ki jih niste slišali in vama jih ona dva želita položiti na srce. Spoštovana Bojana in spoštovani Tomo, prav lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Dober dan. Torej, hvala vama, je velika čast za našo krščansko pa majhno televizijo, da sta prišla k nam v goste, v to oddajo Na robu znanega, kajti vidva nam vsem imata veliko povedati, česar mi, Slovenci in drugi svet, ne pozna, ker to mediji skrivajo. Torej, vidva sta na nek način, gospod Tomo prej še, gospa Bojana zadnjih 12 let z njim tudi, sta na nek način svetovna človeka. Vidva operirata in Združenimi narodi, predstavljata filme v Cannesu, hodita po Afriki, apelirata na politike. Kaj sta v zadnjem času, recimo na tem svetovnem nivoju, kje sta bila, s kom sta imela kakšen stik, tako na neke zvezi, menda Evropsko skupnost, ste nekaj omenjal. Kaj je to bilo? Jaz začnem? Ja, ti začni. No, prav. Midva sva že, kar sva skupaj, 12 let, vsako leto med njihovo sušno dobo v Afriki. Tam snemava dokumentarne filme in skušava pokazati, kar je težko samo z besedo povedati ali pa samo zapisati v knjige. Hkrati pa, kadar sva doma, v času njihove deževne dobe, ko se ne moš tam potikati, ko se pogrezneš v blato in noben transport ne deluje, pa doma poskušava prepričati naše politike, zahodne prominence, da je čas minil, ko smo mi lahko verjeli, da smo superiorni, ko je napuh prevladal in smo se predstavljali kot beli ljudje, da imamo plavo kri. Kajti Afričani so opazili v prvi svetovni vojni, ko so jih privlekli, da so se borili v naših jarkih in umirali za naše metropole, da imamo prav tako rdečo in da so tudi med nami revni ljudje in da so tudi tukaj ubogi ljudje in da tudi, da mi nismo bogovi. In ta čas je zdaj minil zares, ker imajo internet, ker imajo telefone, na katerih lahko spremljajo prek Wi-Fi povezav zelo poceni. Vse teorije zarot in nekatere te teorije zarot so nam tako blizu napisane, tako in posnete in tako zrežirane, da zdaj še celo preveč mislijo, da smo mi od samega hudiča, ker smo toliko zla prinesli dejansko v ta tako imenovani globalni juh. Nekoč so imenovali naši politiki to kot svet v razvoju ali pa svet, ki je zaostal, manj razviti svet. Zdaj je ta svet digitalno tako opremljen, da se ne da nič več pravzaprav skriti in marsikaj si tudi narobe razlagajo. Zdaj se je začeti treba obnašati spoštljivo, ker so to prav tako ljudje, ni važno Kitajska, Rusija ali Ukrajina ali arabski svet ali muslimani ali taoisti ali budisti ali hindujci v Indiji ali pa Latinska Amerika ali pa otočani pa gor do Eskimov, do aboriginov v Avstraliji in Maorov na Novi Zelandiji. Vsi ti ljudje z ničemer ne kažejo, da so manj sposobni pa manj vredni, nasprotno, zdaj se povezujejo in če mi ne bomo pokazali našega resničnega srca in ta pravih duhovnih vrednot, če bomo blefirali in se pretvarjali še naprej, da smo mi boljši, oni so manj vredni, če jih bomo izkoriščali, pa napadali z našo vojsko, pa ropali
to pomeni vojno, v kateri mi ne bomo več zmagali. Nič več ne bomo zmagali. Ne? Tako se zdaj svet suče, tako se zdaj organizira proti nam, ker ima toliko zamer zaradi tega 500-letnega imperializma Zahoda in tudi kolonializma. No. Tako da mi dva poskušava resnico povedati, kajti samo resnica nas bo res rešila. Nič več se ne smemo lagati, pa nekaj izmišljati, ne, da je samo resnica važna. Tako mislim jaz. Kaj pa ti misliš, Bojana? Zakaj se žrtvuješ, zakaj hodiš trpeti vsak božič, namesto da bi tle potico jedla, pa hren, pa šunko. Hodiš vse božiče, ker sva skupaj 12 let, vsak božič, pa nov let dol med tem zimskimi počitnicami, ko lahko dobi tiste 3 tedne ne, izrednega neplačenega dopusta, ker je učiteljica. No. Ja, gospa Bojana še vedno v službi. Ja, še vedno, ja. Učiteljica, mama, novinarka, pa avtorica, na nek način soavtorica filmov, ne, vaša žena. Pa novinarka. In novinarka tudi še vedno, tako da... Ko ste vprašali, že Tomota, ne, jaz se dostikrat sprašujem, kaj pravzaprav je tisto, kar naju žene. In vedno pridem do istega odgovora. Ne glede na to, kakšna barva človeka je, ne glede na to, kje, v kateri situaciji sva, vedno je človek tisti, ki ti vzbudi eno sočutje in zato pač pomagaš. Ne? Zato ni tukaj samo, ker je Afrika, ampak zato, ker sva videla, da je prav v tem delu največ gorja, da so ljudje, ki so svojimi čistimi dušami, ki so pripravljeni narediti vse za sočloveka, da zelo trpijo, da jim ni omogočeno tisto osnovno, kot so zdravila, kot je voda, kot je dostojno življenje. In to je tisto, kar te potem žene in rečeš, ja, sej pri nas je tudi hudo, sej pri nas so tudi reveži. Seveda, če nama pride na pot en, ki potrebuje tukaj pomoč, pač poskušava po svojih najboljših močeh pomagati. In tako tudi v Nubskih gorah, kjer pa se srečujeva še s toliko težjimi primeri. Gospod Tomo, vi ste bil humanitarec, človek, ki se bori za te najbolj odrinjene, uboge, najprej sam, takrat ste, kako se spomnim še s bivšim predsednikom Slovenije Drnovškom, delal eno veliko svetovno akcijo, celo preko Združenih narodov. Kasneje, 12 let nazaj, sta me gospa Bojana pridružila in sta vidva zdaj tista neka advokata teh trpečih ljudi, kot ste vi sama omenila, da ima ne vode, pa ne hrane, pa ne civilizacije, pa ne cest, pa pod pritiski so, nihče se za njih ne zanima, ne, in vajno srce je z njimi, ne. To je nekaj nadvse lepega, seveda mi pa tukaj pač živimo dokaj v enem ugodju. Kako je bilo takrat s tisto akcijo? Vem, ko smo vas gledali na televiziji stalno s predsednikom Drnovškom pa Združeni narodi, pa ne vem. Kaj tisto je uspelo ali ni uspelo? Sam Drnovšek je rekel, da ni uspelo zaradi zarote Združenih narodov, ki niso želeli sodelovati in niso želeli pripeljati upornikov iz Darfurja na pogajanja v Slovenijo, niti Nemčijo, ker so istočasno potekala neka druga pogajanja za mir v Abudži, v Nigeriji, ki so jih orkestrirali Američani, ameriška zunanja politika. In ti so blokirali Drnovška. Na naše zunanje ministrstvo je prišlo pismo takratne državne sekretarke Kondoleze Rice, v katerem je očitala slovenskemu predsedniku, da se vtika v nekaj, kar ni njegovo področje. To s Kitajci v Afriki mi delamo. Ne? Tako je tam odpisali. Malo pogledajte, kje ste, kdo ste, kaj pomenite. Potem se je naš ministrstvo takrat ustrašil in Drnovšek je bil pa bolan. Ne? On je ravno zaradi bolezni, tako si jaz razlagam, videl, da je treba nekaj narediti. No, jaz mislim, da se je on zasekiral, ker je bil kot predsednik federacije, ne, jugoslovanske takrat, pošiljal tanke nad študente na Kosovo, na Prištinsko univerzo,
ki so štrajkali prvi zaradi hrane, pa, ne, čeprav so imeli najboljšo knjižnico v Evropi, ne, tudi te darilo Slovencev. No, ampak njemu je bilo žal za NATO pakt, da nas je spravil, to jaz sklepam iz pogovorov z njim. In nekako proti koncu, zaradi bolezni, recimo, je uvidel, da nismo tle samo zaradi, ne vem, moči ali pa prestiža ali pa časti ali pa denarja, plač, da je treba nekaj narediti tudi za duhovni razvoj človeštva naprej. No. In kakor jaz razumem Drnovška, njegov oče pa moj oče sta bila skupaj v Dachovu in sta se obiskovala. In jaz kot mulc sem hodil z mojim očetom v Zagorje in se spomnim tega študenta, ki je študiral ekonomijo, naredil doktorat in potem kar naenkrat bil visoko v federaciji v Beograd, potem pa celo predsednik neuvrščenih, ne, ko je bil ključ za Jugoslavijo, eno od ustanoviteljic tega gibanja. In on se ni bal več teh tujih ljudi, ne, črnih, rjavih, rdečih, armenih. On je presegel navadnega politika jugoslovanskega standarda takrat. No. In on je hotel pred smrtjo nekaj dobrega narediti. No. In zato me je poklical tistega decembra, malo pred Božičem 2005 v Palačo. In je rekel, da je prebral mojo knjigo Nuba čisti ljudje in da bi on nekaj rad naredil za Nube. Jaz sem rekel, da Nube so zdaj je, kar je. Zdaj so pod protektoratom Američanov in tam ne moramo nič pravzaprav več. Ne. Ampak se je pa začela nova vojna v Darfurju in tam je isti problem, se pravi, odrivajo Afričane, ti, ki se imajo za Arabce v Sudanu, ki mislijo, da so več vredni, ker so musliman, porivajo anemiste, pa tudi kristjane, ki so živeli prav tako v Darfurju, onkraj meja v centralno Afriko, hoče se polastiti njihove vode, plodne zemlje, mineralov. Ne. Tle se lahko da zaženemo. No. In ta knjiga, no, Nafta in voda, je v bistvu prav o tem, kako smo mi potem s to našo akcijo Svet za Darfur, ni bila Slovenija za Darfur, ampak svet, Drnovšek je šel v Francijo, k predsedniku je šel v Ameriko, k Bushu, je poklical Ruse in je navezal stike s Kitajci, dajmo to mi skupaj rešiti. In ta naš bolan predsednik takrat je bil kot neke vrste David, ki se je zoperstavil Goljatu. No. In mene je pa vprašal, če bi šel nazaj v Sudan, pa da bi predstavil njegov mirovni predlog med uporniki. Šef Sove, Podbregar, je šel v Kartum in je predstavil mirovni predlog sudanskim, islamskim nestrpnežem, militantnim. No, jaz sem pa obiskal vse različne skupine upornikov v tistih 6 mesecih v Darfurju in sem ga pač predstavljal Drnovškovo idejo. In takrat bi mi lahko dobili vse v Slovenijo, če že ne Nemčijo, ker Nemčija se je tudi angažirala takrat, če ne bi Združeni narodi rekli, pa to pa vi pa niste pa nič, pa kaj pa to. Pa Američani so isto rekli, kaj pa se vi greste, to je naš posel, a ne, to mi delamo. No. In žal, a ne, so Drnovška blokirali in je potem na koncu ostal sam. No. O tem govori naš film Darfur, vojna za vodo, narejen po tej zgodovinskih dogodkih takrat. Jaz sem končal v zaporu, ker so me Združeni narodi izdali sudanskim, oziroma dali so me v roke vojaške narodne varnostne službe sudanske in potem sem bil obsojen na 3 leta zapora zaradi lažnega poročanja v Sudanu plus uhunjenja. No. Ampak Drnovšek pa njegovi ljudje so prišli do Omarja Beširja, diktatorja, predsednika Sudana, in so rekli, to ni Američan, ni Francoz, ni Anglež, ni Nemec, ni Belgijec, ni Italijan, ne, ti niso nič hudega naredili v Sudanu, oni so zmeraj samo v času neuvrščenosti vodnake vrtali, pa našo fuzbalsko reprezentanco so strenirali, da je šla na svetovno prvenstvo, to je naredil en Srb. No in tako so mene spustili, dobil sem predsedniško pomilostitev, zaradi starih neuvrščenih časov jih moramo pohvaliti, ko ni šlo samo za korporacije in kdo bo vladal v svetu, za novi svetovni red, ampak dejansko še za študente, ki so študirali pri nas na Vojaški akademiji v Splitu. In ti, generali, so danes generali, so najbrž prišeptali Beširju, to je Tito. In mislim, da mene Tito rešil, pa seveda Drnovšek.
No. Zato mislim, da ni uspela ta akcija, ampak Ker je ta blokada bila. Drnovšek je sam rekel na koncu, dobro, nismo uspeli, zdaj bo vojna trajala naprej v Darfurju in kot vidite, zdaj traja najhujša vojna, sam spet noben ne poroča, pa tudi v celem Sudanu, pa v Nubskih gorah, pa posod, nič, kako da hočejo delati vojne, ker želijo vojne, ker v vojnah je najlažje krasti, ne? Pa poseljevati, pa pobijati ljudi, da jih bo čim manj, ker ljudi preveč, tako pravijo, no. Je rekel Drnovšek, ampak kar smo pa mi pridobili pri tem, ni nič surovin, pa bogatstva, pa žensk, pa nič, ampak to, da se je naš narod zavedel sveta okrog sebe. No. Dejansko je takrat 2006, ne, je v Sloveniji bilo veliko iniciativ, ko so zbirali za Darfur, ko so imeli športne dogodke, pa so zbirali za Darfur. Drnovškovo gibanje za pravičnost in razvoj je takrat zbralo, mislim, da 6 milijonov pa pol denarja in ga poslalo potem za begunce v Darfur. No. In vsi so takrat vedeli za Darfur. Ne. Vsak je vedel, da Drnovšek je nenavaden politik, je več kot samo politik. Torej, vidva sta v naši oddaji tukaj pred ljudmi, ki vaju gledajo, zaradi tega, ker sta humanitarca, všeč vama je delati dobro, iti ljudem naproti, ki trpijo, tako sta se zavzemala za vse te narode, tam v Afriki, v Sudanu, za Nube, še posebej ste znam. In zanimivo, da ste to povedali, da so vam rekli, češ, kaj se vi zdaj tu mešate. Ne? V bistvu je šlo pa samo za dobrodelnost, šlo je za srce in to je stvar nas vseh ljudi, ne samo Amerike, ki ima tam svoje interese, ne? Ali pa recimo Združeni narodi, ki so pa v rokah nekega kapitala pa nekih interesov in so pripravljeni žrtvovati ljudi. Ne? Tako da vidva sta na dobri strani bila ves čas in žal je bila ta iniciativa takrat kljub veliki akciji tudi vseh Slovencev, kot se dejal, pa mednarodne politike bivšega predsednika Jugoslavije, Drnovška, je propadla zaradi nekih interesov. Ne? Mi tu rihtamo, ne? Niso važni ljudje. Ne? Vidva torej izdajata knjige, kot smo videli tukaj, Nafta in voda. Potem vidva snemata filme, koliko sem gledal, najprej sem zasledil podatek, sta 4 filme posnela, potem zdaj je ta zadnji Trohnenje, zato sta še posebej v pozornosti na nek način javnosti v Sloveniji. Ampak potem je bil pa našel še en film, se pravi, je potem 5, a pa še enega s Caritasom je 6, ali zdaj pravite, da jih je še več, da jih je 8. Torej, snemata, dokumentirata to bedo in potrebe ljudi, predvsem v Afriki, in želita prikazati to stisko ljudi, ki ne dobijo svojega glasu v javnosti. O čem govori pa ta vajn zadnji film, Trohnenje, ki ga po Sloveniji sedaj precej predstavljata, oziroma imata tudi takšne predstavitve, kot jih imamo mi tukaj. O čem gre pri tem, ne vem, 8., 9. ali 10. vajnem filmu Trohnenje? Bo najprej Tomo razložil, kako so si ti filmi sledili, ker bo bolj kronološko lahko opredelil, ker jaz sem pri teh bolj zadnjih, kratkih, pa pri Trohnenju zraven drugače pa on delal z Majo Vajs, pa kar ti povej. Ja, pa televizijo Slovenija, vedno, zmeraj so razumeli, da je treba tudi kaj narediti, ne samo komercialno, ampak... Ste nas znani Slovenec, mi smo ponosni na vas. Ja. Lepo ni, grdo pa tudi ne, no. Kar ne. Imate svojo nalogo, sledite srcu in ste veliko naredil, ne? Tako da je prav, da tudi RTV Slovenija z vami sodeluje. Marsikaj je že izrekel, da nam vzbuja slabo vest, ne? In motaš naše praznike. Ampak dobro, to je treba povedati, to je smisel, no? Da se pokaže, kdo je žrtev na žrtveniku, kjer vsi žrtvujemo. Človeštvo na nek način. Človeštvo žrtvuje, tako so Maji žrtvovali, ker so mislili, da sonce ne bo več ušlo, toliko je grehov, če ne bodo žrtvovali src mladih fantov, ne.
pa Azteki, pa mnoga ljudstva so žrtvovala ljudi, deklice, Molohu recimo, ki je zahteval, da... Človeške žrtve. Ja, mislim, to so tako ljudje verjeli, da je treba zmaju dati, da bo mir dal, no, da ne bo mlade deklice še posebej vlači tukaj v votline. Jaz mislim, da dejansko žrtvujemo najbolj nedolžne. In zato meni zmeraj je bila Marija z detetom najbolj blizu. No. Zaradi tega, ker je pa to pa čista ljubezen. Mislim, toliko ženske pretrpijo, da rodijo in potem niso bile spoštovane na tak način, odkar je bil patriarhat. Patriarhatu so nekoč prav tako bile ženske vredne. In jaz sem pri Nubah najdel, da je pol ljudstev od 99 v Nubskih gorah je živelo še matriarhat, ko sem prvič prišel. Še matriarhat je bil. Ja, leta 1979, ko sem prvič prišel k Nubam, sem bil zelo presenečen, da deluje tudi matriarhat. To me je najbolj presenetilo, da so dejansko Nube verjeli pri teh ljudstvih Mesakin, Kisar, kjer sem prvič prišel 79. leta, da ženske ne delajo vojen, da one nočejo pošiljati svojih otrok v smrt in niso tako kavbojske, da se šlo sam, kdo bo mu več krav, pa več palač, pa bolj slaven ustov zapisan v zgodovino. In zato sem najprej Nuba čisti ljudje film. Nuba čisti ljudje je poskušal tisti manjko znanja o domačinih v centralni Afriki, v Sudanu, predstaviti. 2008, ne? Kaj je bilo to je bilo 90. leta. 90. 90. leta. Jaz mislim, da je 2008 prvi, potem ne, čakaj, imate prav, 98. leta. 98. Jaz sem se vrnil, jaz sem bil že prej, v 80. letih tam, pa sem se potem vrnil 98. leta in film smo naredili pa 90. 2000 pravzaprav, 2000. Nuba čisti ljudje, ja. Prek so bile knjige, ampak pa sem pa hotel to pokazati, no. Kako je možno, da so tam ljudje tako zdravi in da tako solidarno držijo skupaj in da imajo vseh 10 zapovedi, ki jih mi poznamo, pa ponekod še niso bili kristjani, so bili ali muslimani ali animisti, no, ampak hkrati je pa Nuba čisti ljudje tudi predstavil, da so izpostavljeni genocidu, prav zaradi vseh teh vrednot, ker muslimani niso hoteli tolerirati nekih skupnosti, etničnih manjšin, recimo v Sudanu, ki so srečni brez islama. Kako je možno, da so brez Allaha in brez njegovega preroka lahko srečni? No? In tako smo mi to predstavili z Majo Vajs, pa televizijo Slovenijo, leta 2000, dokumentar film Nuba čisti ljudje. Ta prvi, ki je odreagiral na ta film, je bil direktor ljubljanskega škofijskega Karitasa Stane Kirin. Ponudil se je, grem s tabo, Tomo, pojmo nazaj dol, dajmo pomoč peljati. In on je poiskal našega misionarja v Zambiji. Drevenšek. Ja, ko je kitaro igral pa to. Ja, ta človek, tudi spreobrnen, ko se spomnim, ko sem bral njegovo knjigo, ja, mislim, da je tudi spreobrnil. In on je v Zambiji pomagal domačinom in Stane tam sta se poznala in Stane je vprašal Drevenška, a ti kaj veš, a je to možno res, ker to mu prav, ker to mu govori, pa piše, pa filme dela, pa kaže. In Drevenšek je rekel, včeraj bil tleke Italijan, Kizito Sesana, misionar v Keniji, ki je jokal, da ne more kjer dobiti pomoč za Nube, da se dogaja genocid, da je to najhujši na svet. Ampak jaz tudi nisem verjel, ker to ni v medijih. Zakaj, če ni v medijih, zakaj se to lahko dogajalo? No? In potem sta se Stane pa Kizito povezala in mi smo šli dejansko, drugi film, ljudje z druge strani, ali pa v angleščini The Voices from the Other Side, je prav v tem, kako smo se utihotapili z aeroplanom, kako smo pristali ilegalno v Sudanu. Ta film smo naredili v sodelovanju s Karitasom in drugi film, misijonsko pisarno, pa spet televizijo Slovenija, ljudje z druge strani, se pravi ljudje z tiste strani, kjer ni medijev, kjer noben nima interesa, da bi to povedal, razen oče Kizito Sesana, pa še par aktivistov v Angliji, recimo, ki so bili za African Rights, za afriške pravice,
Alex Devali knjigo napisal, Julie Flint je tudi film naredila, sudanske skrite vojne in mi smo potem dosegli vsi skupaj, da je muzej holokausta, Židje v Ameriki, ki imajo veliko moč, naredil razstavo naših posnetkov, film vrtel po Ameriki in tam se je najdel potem en aktivist, ki je začel pošiljati sistematično filme vsem vplivnim v Ameriki, za tiste, ki so se borili prek za Indijance, za vse iztrebljane, ponižane, pobite, posiljene Indijance, ali pa za črnske pravice. No, vsi so skupaj stopili in so poslali film tudi v ameriški kongres in tam je naletel na ameriškega protestantskega pastorja Johna Danfortha, ki je potem prosil Busha, da ga pošlje kot njegovega osebnega odposlanca v Nubske gore pogledati, če je to res, kar mi kažemo, pišemo, govorimo, javno zahtevamo, nekaj se mora spremeniti. No. In veste, Danforth je po vrnitvi v ameriškem kongresu rekel, mi moramo spremeniti našo politiko do Afrike, mi moramo začeti pri Nubskih gorah, ne kar talati vse posod USAID pomoč, pa orožje, pa to je hinavsko, to ni v redu, to je za naše interese. Dajmo te nedolžne ljudi najprej rešiti, pa potem to politiko do cele Afrike in tako bomo mi pridobili Afričane na našo stran, da jo ne bodo takrat bila še vojna hladna, Sovjeti potegnili v komunizem. No. In treba je velika sprememba. Ravno, mi smo imeli veliko vpliv z našimi temi dokumentarnimi filmi. Na koncu dejansko so organizirali Američani neko društvo prijateljev NUP, ki je spravilo sudanskega diktatorja Umarja Beširja na pogajanja v Švico in tam na nekem gradu so se spogajali z predstavnikom upornikov Abdelazizom, da bo premirje in potem je bilo 99 opazovalcev tega premirja, to so bili vojaški strokovnjaki, ki so držali mir v Nubskih gorah, dokler ni eksplodiral Darfur. Darfur je bil pa nadaljevanje te vojne. Ne? Darfur je zato tretji film, celovečerni film, prav tako z Majo Weiss, Darfur vojna za vodo, kjer smo povedali, da se dogaja v zadju pravzaprav zaradi klimatskih sprememb, eksodus ljudje bežijo iz Sahela, hočejo v Evropo ali pa hočejo v tropsko Afriko in da je pač ta spet ista sudanska, islamska, vojaška vlada izkorišča te kamelje, pastirje arabskega rodu, jim razdeljuje orožje in jih pošilja nad Afričane, da so kot proksi vojaki iztrebljali Afričane v centralno Afriko. No. To je bilo potem naslednji film. To je bil film z Drnovškom, ki se je Drnovšek pomešal, ja, Vojna za vodo. Drnovšek je to razumel in se pravim, mir nikoli ni bil dosežen v Darfurju, skozi so se tepali, sam mediji niso več poročali. Za časa Drnovška so bili pa vsi, Sarkozy, Angela Merkel, britanski Blair in Bush in šlo Colin Powell, državni sekretar, je izjavil, da je to genocid, kar se dogaja v Darfurju. In tako je bilo tudi ustanovljeno Haaško sodišče za zločine proti človeštvu, prav za te, ki so klali in morili, to so bili džanžavidi, proksi vojaki za sudanske, islamske, arabske interese. Pravzaprav. No, in potem je prišel pa še en film, 5 let kasneje, Učin ušesa Boga, ko smo pa razdeljevali kamere po celem področju med dvema Sudanoma, takrat sta bila že 2 Sudana. Že južni pa severni. Ja, to so krščansko-animistični pa muslimanski. Ja, lahko rečemo. Sedaj je pa spet vojna v Sudanu. Ja, seveda. Ni miru tam. Delajo, lejte, to je tako grozno vedeti pa videti in jaz se izgubil nedolžnost in jaz nimam miru po noč, ker se zavedam, da dejansko so ljudje, ki živijo od vojen in želijo delati vojne. Jaz sem mislil, da se vojne ponesrečijo. Da pač ljudje smo malo štorast, pa so zamere, pa so strasti, pa ne moreš obvladati sebe, pa pritegneš, pa ustreliš, pa ustrelijo nazaj in potem gre zob za zob, po stari zavezi, oko za oko, dokler nismo vsi slepi, pa vsi brez zopa. Jaz sem mislil, da se tako dogaja. Ne, dejansko so zarote. So ljudje, ki manipulirajo,
množice druga na drugo, ki razdvajajo skupnosti in obe polovice nas čuvajo, da se pobijajo, ne samo zaradi prodajanja orožja. Gre za velike geopolitične, planetarne interese in proti temu jaz res sem, ker sva midva dol s temi žrtvami. Ne. To so žrtve na žrtveniku. Mi podpiramo te naše gospodarje vojen, kjerkoli, no, ta velike države so vse imperialne in gre za imperialne interese. In mi plačujemo davke in smo sokrivi in tudi mi žrtvujemo na te žrtvenike, da tam ljudje so žrtvovani, kakor da brez tega ne gre, da ohranili naše privilegije, naš udobno življenje, ampak samo navidezno varnost. Mi mislimo, da smo navadni, pa tudi smo navadni. Kar pogledajte v Ukrajino zdaj. Prihajajo, vse te afriške vojne k nam prihajajo. No, ta zadnji film Trohnenje je pa še pika na ta i, no, ker pa res sva pokazala, kako zaradi tega živi ljudje trpijo v Afriki, ker mi etično trohnimo, ne? Ker se mi ne zmenimo več, ker so nas mediji zavedali proč od Afrike. Ne? To tudi naš misionar v Ugandi Danilo Lisjak govori. Ne? Če hočeš nekaj narediti, da noben gledal, pa noben bral, naredi film ali pa knjigo v Afriki. Ja. Že potem lahko vsi sodite, ne? Vidite sami, da je nekaj narobe. Ne? Tam dol je 1,2 milijarde ljudi, normalnih ljudi, samo črni so. Ne? Pri Sveti Trojici je bil še en Afričan zraven, zdaj jih ne bi smel biti nikjer več. Ne? Tako se jih bojimo. Ne? Bojimo se jih, ker imamo slabo vest, ker smo jim vzeli in vemo, da prihajajo po tisto, kar smo jim mi vzeli in se bojimo, da je beguncev. Jih nočemo videti, ne raj bi videli, da jih sploh ni. Pa ne more to biti. Afrika je maternica. Je maternica rojevanja so ljudi. Ne? In moramo spremeniti zunanjo politiko. Tako Amerika, kot Evropska unija, kot Kitajska, kot Rusija, ki se vmešava Wagner v Afriko in vedno vedno več je džanžavidov, plačancev. Niti ne gre več za islam, za krščanstvo, gre predvsem za gole dobičke, kdo bo mu vse, ker preživel bo kao tisti, ki bo najbolj bogat. Ne. To ne bo res. Preživel bo tisti, ki bo ohranil srce pa dušo. Ja. Mogoče malo globoko povedal, hočem reči to, da sem presenečen, koliko je vaša oziroma vajna akcija tudi imela odmeva in ima odmeva po vsem svetu. Vi ste govorili potem na koncu še o ameriškem senatu, pa o akcijah, dejansko o svetovni politiki, o odzivu takrat še, kaj že tista Rajsova bila, zunanja ministrica in podobno, ne? Kako lahko eno dobro delo, recimo vajno, ima odmev potem, če misliš resno, po vsem svetu. To je ena stvar. Ne? Druga stvar je to, da sta vidva na nek način imata to malo večjo sliko. Mi smo uprti samo vsem v naše osebne življenje, vidva pa malo bolj opažata to politiko, svetovno politiko, interese, ste večjo sliko, kdo je zdaj tukaj, zakaj se pravzaprav gre. In ta vajen zadnji film, ki se pa tudi posveča trpljenju, ampak še posebej, bi rekel, mogoče celo najbolj ubogim v tem trpečem ljudstvu, to je pa film, ki ste ga skupaj še posebej naredila, gospa Bojana, mogoče bila idejni vodja, če bi lahko rekli, tega filma. Gospa Bojana, v čem je pa ta film Trohnenje, ki je v zadnjem času toliko, bi rekel, pozornosti pobral v Sloveniji? O čem gre ta film? Ja, mogoče naj se najprej gledalcem upravičim, ker na vsake toliko časa spustim kakšno solzo, ampak to je zaradi prehlajenosti. Pa mehkega srca. Sem zelo rada v vaši družbi. Drugače pa, ja, je rekel film, Tomo, da je ta film tak, kot je, tudi zaradi mene. Mogoče je bilo to malo sarkazma, ker on bi rajš bolj politični film. Zdaj smo pa dva spola, veste, malo. Ja, in zdaj sva si to malo ženske ste bolj srce, razdelila. Moški pa bolj tako, ne vem, nekaj. V bistvu je bil cilj doseči drugo publiko, zato ker se je predvsem meni zdelo, da bi mogoče s pomočjo zgodb dveh ljudi tamkajšnjih prišli do ljudi tukaj. In ja, lahko rečem, da se jih je dotaknilo,
da res sprašujejo, kako je mogoče, da se to dogaja še v tem stoletju, v katerem smo, da ljudje še vedno trpijo, da zbolevajo za gobavostjo in da ne dobijo zdravil. In prav o tem govori ta film. V bistvu smo izpostavili dva akterja, dva gobova človeka, ki skozi film prikazujeta, kakšno življenje imata, hkrati pa tudi pokažeta še vedno svojo srčnost, tisto, kar mene najbolj gane. Ljudje tam kljub temu, da so bolni, kljub temu, da trpijo, tega ne pokažejo. Oni hočejo pokazati tisto svojo srčno lepoto in to jim tudi neznansko uspeva, ker se ne narejajo, ker so to, kar so. In gledalci, kljub temu, da vidijo trpljenje teh ljudi, lahko začutijo tudi to lepoto. Več te lepote pa seveda še ostalih zdravih ljudi ni bilo moč prikazati zato, ker je film samo 55 minut dolg. In jaz sem prepričana, da v prvem naslednjem filmu nam bo uspelo tudi to, da bodo lahko ljudje videli tudi to, kar midva vidiva in zaradi česar se vračava. Tako da tukaj v tem filmu je predstavljena gobavost, ki je nekako kot simbol trohnenja, tam trohnenja ljudi pri živih telesih, ker jim razpadajo telesa, in pa na drugi strani trohnenja vseh nas tukaj, na tej strani, ki pa ali ne želimo, ali nočemo, pač vedno iščemo razloge, zakaj nam je težko, ali da to gledamo, ali da pomagamo. Skratka, hoče opozoriti na to, da je treba stopiti skupaj, da je treba nekaj narediti, ker jutri smo lahko, mi smo na tem mestu, smo videli, ne vem, COVID, pa smo imeli probleme, ampak jaz sem prepričana, da ti ljudje tam bodo splavali ven iz stisk, zato ker si pomagajo drug drugemu, ker je prva stvar zjutraj, ko vstanejo, da pogledajo, kako je bolan sosed in mu grejo pomagati, mi pa zapremo, pa zaklenemo vrata, pa smo srečni v svojem bogatem materialnem svetu. Pa si poglejmo nekaj teh slik, bede iz izsekov filma Trohnenje. Ljubel obiskujem 50 let. Že kot študenta iz socialistične Jugoslavije me je navdušilo njihovo tesno sožitje z zahtevno naravo v gorah Sudana, tam med največjo puščavo in največjimi močvirji na planetu. Odnos sudanskih ljudstev v Nubskih gorah do zemlje, rastlin, živali in soljudi priča o njihovi posebni kulturi. Priča sem nečemu, kar živi tu v gorah, pri nas v Evropi in po celem svetu pa izginja. Ta svet je očaral tudi mene. Nikoli ne bom pozabila, kako sem obstala in se čudila vsemu, ko so me prvič povabili na rokoborbo. Mladeniči na ogled postavljajo lepa, zdrava in krepka telesa, izkazujejo se s spretnostjo in pogumom. Dekleta oprezajo za lepoci in izbirajo očete svojih bodočih otrok. Petje, ples, trans, ekstaza. Rokoborbe so baza sudanskega ljudskega osvobodilnega gibanja in njegove armade.
rokoborbe preprečujejo vdajo in poraz v nenehnih vojnah z najbolj zahrbtnimi sovražniki. It was an open declaration of war. Yeah, since June 5th, when they brought more tanks and more artillery pieces and more guns, then I was dead sure that they are going to attack. And this is why I ordered all the SPLA troops to take defensive positions and wait for the attack. Then on the 6th, June 6th, they have actually attacked our positions to dislodge the SPLA JIUs from the state. Si videl vojaka? Vojskega, ja, z Mongolijo. Rička. Kitajskega. Neka bom jaz rekla, da so mi naročili, da mi mora dati pištolo. Puško. Res se mi zdi, da še nikoli ni bilo toliko beguncev tle, ki bi nosili hrano nazaj. Vsi grejo gor, a ne? Vsi grejo gor. To zna biti povezan s tem, ker so rekli, da je do 31. je konc taborišča Ide. To je ta meja med dvema Sudanoma. Med Republiko Južni Sudan, koder prihajajo zdaj, in Sudan, kamor te gremo.
Vozila se v to, kar je ostalo po 20-letni vojni od nekoč največje afriške države. Evo Bojana, zdaj smo pa na osvobojenem ozemlju. Tole nadzira sudanska osvobodilna vojska in Abdelaziz. Abdelaziz, to je ta prav, to je edin pošten vojskovodja, ga jaz priznavam. Lej, kako je Bojana intimna z našo vojsko. Skrbijo za notko, kjer na svet. Evo, zdaj pa gremo tle čez in tle čez in imamo kaj več bat. Evo, s tem orožjem se borejo, proti lovcem na sužnje iz Kartuma. Ti te bodo ščitili, tudi če bi bili sovražniki iz garnizona arabskega, sudanskega, zraven napadu, te bojo branili in bojo se žrtvovali za tebe, bodo umrli za tebe. My home there. Oh, your home is there. My home, my mama home is here. My mama home is there. You visit your mama. Boyana. Yeah, You, I'm Tomo. Tomo. And you? Yasmin. Yasmin. Oh, Yasmin. God bless you also. Mama! Kim! How are you? In the quiz? Tamam ya. Timo. Salam, salam. Selam. Salam. Timo. Are you okay? I am okay. Quiz. Tamam. How many days we study there? 4 days. 4 days. Is that okay? It is okay, but it is very hot. Very hot. Yes, Yeah, but very cold. very cool. In the night. In the night will be very cold. You know, they loom up their problem there. The people that are very younger there, no food. Well, this, they are not planned anyway. They are planting here and that is, the sorghum is filled. What kind of sick? Leprosis. Yeah. Bojana, here you have a example of leprosis. She's not alone with this kind of leprosy.
How many of them? In this area, maybe they can reach 20 or something. In this area? Yeah. 20 or 30? Yeah. Cái tàu bằng cái tàu cái gì nó cùng, ở đây cái tàu kia ở cái gì 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 nó vui vậy, nó vậy. Và mình còn ăn được ở cái gì gì cái gì, ăn được cái gì, còn sauna. Nó quan cái gì, cái gì nào đâu như vậy. Ở đây cái gì nữa là cái bao bị bạc. Anh kurang rakan anak ikan ujiau, karena besar janda, batu koyak, koyak ruang lagi, karena iya tata iya no tata, dan Benda ni gurnya foto-foto kana na gurnya kayak gitu ya boleh arwah hati dah ataman kan arwah ada na imat tu kan betul biangan yang buka tanya ni negara yang mana yo nano taman di berdamba ini yang baru kinantor Aki ajar ko na unti ang bili borot tambang. Borot tatar. Unti no yuya orang Indonesia dak harat. Timan blok penjeno. Kamu macara bibat na yuya ngaro. Kamu lo. Kamu ni kawan ko tindi tinno ina. Dia ni. Petang do litang. Ya. Ito lo ni cing ba ni tokit. Ni ajar ko na tokit. Bukan ko alam bangun ni yang ina nabantu nampak zabre nang menjadi linu nyuram linu atau suki donggolere ramai ni panenggora andele gitu yumpanya runu begitu terbi atau suki donggolere ramai ni Spoštovani gledalci, to je bil prvi del trilogije naše oddaje Na robu znanega z Tomom in Bojano Križnar. Poglejte še drugi in tretji del. Vse dobro in razmišljajmo o tem, kar smo danes slišali.